celjski bolnišnici predstavili rezultate internega nadzora v primeru zdravljenja 4-letnega dečka. Po letu dni Knežje mesto spet gostilo mednarodno razstavo mačk. Pri Dravograjčanu odkrili nasad konoplje. Lokalni košarkarski derbi v Rogaški Slatini dobili košarkarji Podčetrtka. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni in vabljeni k spremljanju dogodkov dneva. 4-letni deček z opečeno nogo je na obravnavo v urgentnem centru Splošne bolnišnice Celje čakal 40 minut, trdi njegov oče, ki pravi, da ga zaradi tega, ker je bil prehlajen, v bolnišnico niso želeli sprejeti brez negativnega hitrega testa. Zaradi zapleta so v celjski bolnišnici odredili interni strokovni nadzor. Njegove ugotovitve pa so predstavili na današnji novinarski konferenci. V Splošni bolnišnici Celje so se opravičili za časovno komponento, ki je povečala čustveno stisko staršev opečenega 4-letnika in je po besedah vršilca dolžnosti strokovnega direktorja Radka Komadine odstopala od protokola. Obžalujejo, da 4-letni deček na rezultat hitrega testa ni čakal v bolnišnici v zato primernih prostorih. Bolnišnica je bila v preteklih dneh in tudi v tednih predtem večkrat predmet preiskave, ali uspešno in striktno izvajamo pravilo PCT in morebiti je obravnavan dogodek neke vrste overtreatment tega primera. Za izvedbo hitrega antigenskega testa se je zdravnik, ki je odredil takšen način obravnave, želel izogniti izpostavljanju otroka možnosti za dodatno okužbo v sivi coni. Po besedah strokovnega direktorja je izredni strokovni nadzor v celjski bolnišnici pokazal, da časovni odmik začetka obravnave dečka z opeklinami zaradi čakanja na hitri test na COVID ni vplival na potek obravnave, pri zdravljenju pa ni prišlo do strokovne napake. In kakšni so izsledki nadzora? Gre za lažjo telesno poškodbo, površno dermalno opeklino stopala, telesne površine slabih 2%. Glede na podatke na epidemiološki triaži je bil pri dečku potreben odvzem brisa na SARS-CoV-2 iz medicinskih razlogov. Čakanje na izvid brisa ni vplivalo na sam potek in zdravljenje opekline. Mnenje komisije je, da pri zdravljenju otroka ni prišlo do strokovne napake. Obžalujemo pa, tako komisija, da deček ni na izvid brisa čakal v prostorih bolnišnice pod medicinskim nadzorom zaradi boljše ocene in obravnave bolečine. Bodo pa v celjski bolnišnici vsled tega dogodka izvedli 4 ukrepe. Ukrepi, ki jih bomo izvedli in jih že izvajamo, so najprej izvedba strokovnega nadzora, analiza poteka zdravljenja na skupnih konferencah zdravnikov, tako imenovane konference, kjer analiziramo uspehe ali neuspehe zdravljenja posamičnih bolnikov, varnostni razgovor z osebjem, ki je otroka obravnavalo, vse v skladu z internimi akti zavoda. Dečkove starše so z ugotovitvami izrednega strokovnega nadzora že seznanili in se jim opravičili za način obravnave. Malemu bolniku in njegovim staršem za čustveno stisko, ki jo je povzročil način obravnave, ki je odstopal od predpisanega protokola, izrekamo tudi javno opravičilo. V želji, da do takšnega zapleta ne bi več prišlo. Z zaposlenim v bolnišnici so že opravili varnostni razgovor. Sama pa menim, da kot bolnišnica moramo biti tukaj za bolnike, ki nas potrebujejo tako, kot je potrebno, ne glede na to, da je COVID še vedno naša kruta realnost v tem trenutku. In seveda še enkrat iskreno opravičilo družini, staršem, otroku in možnost, da smo se lahko pogovorili. Sicer pa, kot je še dejal strokovni direktor, glede na starost otroka in globino opekline pri otroku ni za pričakovati trajnih estetskih posledic. Minuli vikend je v Celju potekala tradicionalna mednarodna razstava mačk, ki jo je pripravilo Felinološko društvo Celje. Po enoletnem premoru zaradi epidemije so se tako v Knežjem mestu spet zbrali ljubitelji in rejci mačk iz Slovenije in tujine. Čeprav je bilo zaradi različnih ukrepov in epidemiološkega stanja v državi manj tujih razstavljavcev, so bili v društvu z udeležbo vseeno zadovoljni.
Kljub temu, da je bilo treba letos pri organizaciji razstave upoštevati številne preventivne ukrepe, so se v Felinološkem društvu Celje odločili, da tradicionalno, tokrat že 33. razstavo mačk vendarle pripravijo. Letošnja razstava je pravzaprav razstava po enem prekinitvenem obdobju. Lanska razstava nam je namreč zaradi situacije, kakršna je bila, odpadla. To je edina razstava, ki ni bila organizirana v celem obdobju obstoja Felinološkega društva Celje. Odziv tako razstavljavcev kot obiskovalcev je bil dober, so pa prevladovali slovenski vzreditelji. Letos prevladujejo slovenski razstavljavci. Moram reči, da je bilo to krizno obdobje za vzreditelje in lastnike mačk zelo ustvarjalno. Imamo veliko novih pasem, ki jih vzrejajo vzreditelji in pa velik interes za pripravo, za udeležbo na razstavi. Imamo seveda tudi tujce, prihajajo pa iz Hrvaške, Češke, Madžarske, Avstrije, Slovaške, Italije, ampak ta številka je letos precej nižja, kot je bila v preteklih letih. Tako da tu moram pohvaliti interes slovenskih razstavljavcev, da so se udeležili. Tujci pa seveda, meja je problem, naša država je na rdečem seznamu in od svojih predstavnikov dobivajo pač informacije, da nismo najbolj varna država. Na razstavi smo lahko od blizu videli okoli 140 različnih mačk, ocenjevali pa so jih 4 mednarodni sodniki. Vsaka pasmina ima propisan standard. Vsaka pasma ima detaljno opisan standard, kakšna je idealna mačka. Tako da sodniki pregledujejo vse, kar vidijo, od oblike glave, smrčka, kakšen je profil, ušesa, oči, telo, kakšna je dlaka, v kakšni kondiciji je mačka. In potem primerjamo mačko, ki je pred nami, s temi idealnimi standardi. In mačke, ki so najbližje temu idealu, zmagujejo. Koliko mačka odstupa od toga i naravno mačke koje su najbliže tom idealu pobjeđuju. S temi sodniki smo bili dogovorjeni že eno leto prej. Bil je samo problem, kako bojo organizirani leti, kdaj se bojo sprostili, kdaj bo mednarodni promet letalski normalno usposobljen. Ampak tukaj nismo imeli nobenih problemov. Med mačkami na razstavi smo lahko videli tudi nekaj takšnih, ki so v Sloveniji bolj redke. Imamo recimo v Sloveniji Silky Rex, to je mačka s kodrano dolgo dlako. Potem imamo Cornish Rex, ima valovito dlako, ampak to je drugačna, kot so recimo Devon Rex. Devon Rex je zelo poznana, Cornish Rex nekoliko manj. Tole je pasma Somali, je sestrska pasma abesinkam. Abesinke so ena najstarejših pasm, tole je pa v bistvu šele 50 let stara stvar, žival. Je v bistvu dolgodlaka varianta abesinke. Pripeljali smo jo iz Švice lani, imeli smo že eno leglo. Za pasmo smo se odločili v bistvu, zato ker je zelo redka. V bistvu v Sloveniji smo bili prvi, pa zaenkrat smo tudi, kakor jaz vem, edini še ostalo pasmo. V celi zgodovini obstoja pasemskih mačk pa mislim, da obstaja 2000 znanih primerkov srebrnih somalik. Mi smo v bistvu zaenkrat prvi vzreditelji in edini v Sloveniji z to pasmo Silky Rex. To je zelo mlada pasma, v bistvu začetki segajo v leto 1987, kjer so pri domači mački v zavetišču pač odkrili ta gen za skodranost dlake. In se je pač potem začela razvijati ta pasma. Drugače je pa vmes mešanca med britanko in pa perziko. Kakšna je ta mačka po značaju, po karakterju? To je zelo crtljiva mačka, ni dosti zahtevna, ne zahteva veliko pozornosti. Primerna za otroke, za prvo mačko, crtljiva. Razstava je tudi letos odlično uspela, ocenjujejo v Felinološkem društvu Celje in se že veselijo, da jo bodo prihodnje leto lahko pripravili znova.
Dravograjski policisti so na območju Dravograda odkrili nasad konoplje. Na podlagi zbranih obvestil in pridobljene odredbe preiskovalnega sodnika so pri 44-letnem moškem z območju Dravograda opravili hišno preiskavo. Na podstrešju stanovanjske hiše so našli prostor prirejen za gojenje konoplje in dobrih 11 kg posušene konoplje. V bližnjem vrtu in rastlinjaku pa so našli še 90 sadik konoplje, visokih okrog 2 metra. Osumljencu so sadike konoplje, posušeno konopljo, luči, zračni filter, napravo za vzdrževanje vlage ter druge pripomočke, ki jih je uporabljal pri gojenju konoplje, zasegli. 44-letnika so kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, za kar mu grozi zaporna kazen od 1 do 10 let. V tretjem krogu košarkarskega državnega prvenstva so košarkarji Zlatoroga na domačem igrišču izgubili z ljubljansko Ilirijo. Hopsi so bili uspešni na gostovanju pri Triglavu v Kranju. Lokalni derbi je bil v Rogaški Slatini, kjer so Terme Olimija s 75-68 premagale Rogaško. Košarkarji Podčetrtka so v prvem letošnjem obračunu z Rogaško prekinili serijo 5 zaporednih porazov proti sosedom iz Rogaške Slatine. V prvem polčasu sta se tekmeca izmenjevala v vodstvu. Na odmor pa so gostitelji odšli s 3 točkami prednosti. V nadaljevanju so pobudo prevzeli Podčetrtani, ki so usodo domačih dokončno zapečatili minuto in pol pred koncem, ko so sodniki pri metu Čebularja za 3 točke dosodili osebno napako in nato še tehnično napako domačemu trenerju Damjanu Novakoviču. Po koncu tekme je sodniška trojka Španič, Lapanovič in Smrekar igrišče zapustila, ne da bi se rokovala s trenerjema obeh moštev. Po pravici povedano, pričakovali smo nekaj takega. Jasno je, da je Podčetrtek izjemno izkušena ekipa, ki igra vrsto let skupaj in petorka, šestorka igralcev je stara med 30 in 38, medtem ko smo mi z popolnoma novo ekipo, ki ob tem niti ne trenira, se sta Dornik in Zupan se pojavila šele včeraj na treningu. Bratoš vemo, v kakšnem stanju je to tudi pokazal na igrišču. Kljub temu jaz sem precej zadovoljen z igro, morali bomo še trenirati, bili smo vse skozi blizu. Podčetrtek še unovčil izkušnje v tej situaciji 2 minuti do konca, ko je pač sodnik naivno piskal 3 proste mete, pa še tehnično klopi. Pač sem zdaj pogledal posnetek in mi je vse jasno. Ni se mi še zgodilo, da bi sodnik kar zapustili igrišče, brez da bi se rokovali in sem zelo razočaran. Te derbi lokalni so vedno zanimivi, ni bilo razloga, da se ne bi maksimalno motivirali. Dobro smo trenirali, cel teden se dobro pripravili, držali se navodil, sicer na začetku bili malo kontra ritmu, ampak potem smo ga s časoma ujeli in mislim, da na koncu zasluženo zmagali. Najprej bi se rad zahvalil strokovnemu štabu, celotni ekipi za eno borbenost. Borili smo se, držali smo se skupaj in na koncu, ko je bilo najbolj potrebno, smo odigrali pametno in mislim, da gre zmaga zasluženo v Podčetrtek. Seveda smo zadovoljni, premagali smo velikega nasprotnika s tradicijo, Aba Ligaša. Bila je, bom rekel, z naše strani zelo slaba tekma, ne moramo biti glih zadovoljni, ampak je pa res, da je to prinesla neka nervoza. Danes sem govoril fantom, da moramo izkoristiti neuigranost oziroma novo ekipo Rogaške. Mi smo to mogli izkoristiti in sreča danes nekatere naše nosilce ni šlo najboljš, ampak so stisnili pol v obrambi, kar lansko sezono nismo bili, letos pa res garamo v obrambi in smo to, bom rekel, kolektivno. Premalo smo danes, premalo je žoga šla okoli, premalo smo bili kolektivni na trenutke in tam smo padali, ampak je pa res, da smo se pobrali po zelo, zelo slabem prvem polčasu. Podčetrtek je sezono odprl z 2 zmagama proti lokalnima rivaloma Šentjurju in Rogaški. Sigurno sem vesel, mislim, da je to zelo dobra stvar tudi iz strani uprave Podčetrtka, ker mi smo eden redkih, ki smo zadržali neko ogrodje ekipe in mislim, da je tu pravilna pot, da je seveda tudi za trenerje lažje. Dodali smo, nekateri igralci so šli, dodali smo, bom rekel, dobre, kvalitetno zamenjavo za Mačka, ki nas je zapustil pred začetkom tekem. Tako da mislim, da gremo na pravo pot, upam, da bomo zdravi. Žal danes je že se pokazala prva poškodba Vasiliča, kar se je tudi danes poznalo. Moram pohvaliti starejšega Škorjanca, ki
ki je s klopi se zboril za klub in sem zelo ponosen na njega. V Podčetrtku so pred letošnjo sezono zadržali jedro lanskoletne zasedbe ter se okrepili na najbolj deficitarnem mestu organizatorja igre. Američan Casey Benson je v uvodnih 2 krogih potrdil, da je za to moštvo izjemno velika pridobitev. Ta ekipa je izkušenih par igralcev in mi moramo iskati res kolektivnega igralca, dober karakter in tu seveda Casey je odličen človek, garač na treningu in zelo dober se je na hitro za ameriške igralce, seveda ima izkušen Slovenije, se dobro vklopil in zaenkrat to res dobro funkcionira. Slatinčani so pred sezono zamenjali glavnino igralskega kadra. Organizator igre Bratoš po rehabilitaciji kolena še ni povsem nared. Pred tekmo s Podčetrtkom sta na treningih manjkala tudi Dornik in Zupan. Bo trener Novaković za voljo ozkega igralskega kadra in igranja na 2 frontah vodstvu kluba predlagal še kakšno ukrepitev? Sem predlagal že zdavnaj. Slatinčani bodo že jutri začeli s tekmovanjem v drugi ABA ligi. V prvem, tako imenovanem balončku na Zlatiboru, bosta v tem tednu njihova tekmeca Sutjeska in skopski MZT. Iskreno povedano, čakam na serijo tekem z maloštevilnimi igralci. Nič kaj veliko se ne obetam od prvega turnirja ABA lige 2. Bomo odigrali, probali nekaj narediti. Z enim časom gledali Krku v torek, ko pridemo nazaj, in še posebej Ilirijo v soboto, ki je za nas tekma, ki jo moramo zmagati. Po povratku iz Srbije bo Rogaška v državnem prvenstvu gostovala pri Krki v Novem mestu. Jutri bo sprva večinoma oblačno, popoldne se bo oblačnost strgala, možna bo kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem do okoli 10, najvišje dnevne od 10 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. V sredo zjutraj bo ponekod prehodno rahlo deževalo. Čez dan bo na Primorskem delno jasno, drugod bo spremenljivo oblačno s kratkotrajnimi manjšimi plohami. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, drugod prehodno severovzhodni veter. V četrtek bo večinoma sončno, šibko burjo na Primorskem. Z vremensko napovedjo zaključujemo dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Ne zamudite naše oddaje znova jutri. Nasvidenje.